Pozdravljeni. No, zdaj se vam pa oglašam po prvomajskih praznikih in po čudovitem izletu oziroma duhovno potovanje smo imeli v Medžugorje. No, tokrat letošnje leto je bilo majčkeno drugačno, ker smo šli čez Sarajevo in potem Mostar in potem Medžugorje. Tako da vam povem za naslednjič. Za naslednjič ne bomo več šli Sarajeva, ker mi Sarajevo iskreno povedano ni všeč. Preveč je sledi vojne. Enostavno je preveč obtežen, še s spominom na vojno, da enostavno ne. To ni v redu. Lepo je slišati zgodovino, imeli smo super vodiče, tako da seveda vsa zahvala organizaciji, turistični agenciji For Travel, ampak Sarajevo ne. No, v glavnem, kar mi je bilo všeč v Sarajevu, sigurno izvir reke Bosne. Wow. To pa, če greste v Sarajevo, morate videti, ker je iz vseh koncev vre voda ven. In sploh te izviri vemo, da imajo neverjetno čistilno energijo, tako da mislim, da če tega ne bi obiskali, ker to ni bilo v planu, bi nekako težo vojne nesli s seboj naprej v Hercegovino, kjer je v bistvu Medžugorje. Tako da v glavnem, vsaka stvar je bila super. No, da vam povem, tisto, kar je bilo meni všeč. V glavnem, potem smo naslednji dan, se pravi, pridemo iz Sarajeva, pridemo v Mostar, v Mostarju nas je čakala vodička, jedli smo čevapčiče, tako da to je absolutno. Veste, vegetarijanci v Bosni skoraj ne preživijo, tako da vse je na mesu. In tisti, ki jeste meso, ja, ima poseben okus ta njihove začimbe. Tako da, v glavnem to, pa smo šli na most, kjer je pač nekdo skočil iz mostu, tako da to je vedno tako posebno doživetje, kar jaz živa ne bi tam dol skočila, tudi podrazno ne. No in potem vodička, ki je vse razložila in vedno gremo k istemu človeku. V glavnem, jaz prvič, ko sem bila v Mostarju, sem šla pač, se veste, da vse deluje nekako na občutke. In po občutkih sem zašla v eno to prodajalno bakrenih izdelkov in sem si kupila svojo prvo bakreno džezvo. No, potem naslednjič, ko sem bila, sem si kupila večjo džezvo, glede na to, da smo pač kofetarce pri naši hiši. In zdaj sem si kupila pladenj, no, v glavnem, in pri tem človeku imamo vsi popust. Tako, če rečete, tista tablon z Slovenije, a veste, kje je? Ko prideš čez most in potem greš tako po tistih ozki uličici levo in prideš na vrh klančka, tam, kjer je najlepši punkt za slikati se, da je odzadej Mostar, ta most, točno tista prodajalna. Gospodu je ime, ne vem, sem pozabila. V glavnem, kakorkoli. Rekel je, da vsem našim, ko sem rekla, tisto tablon Slovenije, je dal vsem popust in potem, ko sem jaz prišla, seveda tudi vsem ostalim. Tako da, tudi če boste vi šli, pač povejte, imate popust na džezve. No, v glavnem, potem smo pa šli v Medžugorje in seveda tja, kamor vedno gremo, v Vilo Ruža. Dario nas je objel s takim nasmehom in dobesedno objemom, poskrbel, da smo bili zadovoljni, tako da vse je klapalo. In a veste, kako sem prišla do te Vile Ruža? Do te Vile Ruža sem prišla tako, ko sem prvič iskala za skupino, sem iskala dobesedno po Google Mapsu, a veste, ko je ta panoramska slika, da je pred hotelom oziroma za hotelom možnost meditacije. In v osnovi to je edini hotel v Medžugorju, kjer ima v bistvu svoj vrt, kjer se lahko posedamo v krog, kjer je zraven tudi kip Marije in vam povem, res čudovito. Zjutraj smo delali meditacijo, najprej za odpuščanje sebi, ker se veste, vsak izmed nas bi naredil v življenju danes to pametjo, s tem vedenjem, pač kakšno stvar drugače. Ampak gre se za to, da sebi odpustimo, ker mogoče nekoč nismo še zmogli narediti tega, pa zdaj bi naredili drugače.
in drugi dan smo delali meditacijo za odpuščanje drugim ljudem. In nekaterim se je kar cel film predvajal, komu imajo še za odpustiti, ker lejte, v Medžugorje hodimo zaradi tega, ker je to zelo močna energija čiščenja, prav čiščenja temnih energij. Vemo, da obstajajo določene točke, kjer so recimo tukaj v Sloveniji postavljene črne Marije in te črne Marije, se pravi oltarji črnih Marij, imajo zelo močno čistilno energijo. Recimo, ena od takih črnih Marij, oltar, je frančiškanska cerkev v Ljubljani na Tromostovju. Za glavnim oltarjem zadaj je kip črne Marije oziroma oltarček črne Marije. Potem Sveta Gora nad Ptujem, mislim, da ima, pa Črna na Koroškem ima ravno tako črno Marijo. V glavnem, to so čistilne točke, kamor pač odložiš najbolj težke zadeve. No, ena od takih močnih točk je tudi Stara Gora nad Čedadom, to je na italijanski strani, točno nasproti Kobarida. Tako da na tej strani je Kobarid, na drugi strani je Čedad in Stara Gora nad Čedadom. V bistvu tam so prvi zapisi slovenskih prevodov, ki nažalost niso v slovenski lasti, ampak so v muzeju v Udinah. No, v glavnem. Kakorkoli, Medžugorje. Medžugorje za moje pojme ima res posebno energijo. Že to, da pač greš od doma z namenom, da nekaj prečistiš. To je prva zadeva. No in v glavnem, mi smo bili na hribu prikazovanja zvečer in potem naslednji dan smo pa šli na Križevec in v glavnem v moji skupini sem rekla, lejte, vsaka stvar je v redu. Bilo je kar veliko ljudi, drugih skupin tudi, tako da sem rekla, če vas moti določena skupina, se morate vprašati, kaj me moti pri vsem tem. No, recimo, jaz sem nekaj poti prehodila z neko skupino nun in sem jih opazovala njihove obraze. Tako. Nekatere so bile močno v neki taki temni energiji in vemo, da uniforma načeloma nič ne naredi, ne? In sem očitno, je bila to moja pot čez ta Križevec, da sem mogoče še kakšno stvar oddala, kar se tiče cerkvene zlorabe. V glavnem, cerkvena zloraba ni povezana pri meni niti s tem življenjem, ampak to vlečem po mojem dušnem zapisu, da dejansko vedno nekako pristanem v nekih odnosih, ki so cerkveno pogojeni in seveda tudi sama sem imela ogromno zaščistiti programov, kar se tiče cerkve, za obljub, dokler naju smrt ne loči in tako naprej. To so bile zanimive šole v mojem življenju in za tiste, ki predelujete podobne šole, mogoče vzemite v roke knjigo, ko imajo duše žur, ker se vam bo mogoče kakšna tančica odstrla, da boste videli, pa boste dobili tako, aha, to predelujem. No, v glavnem, to je bil Križevec in potem iz Križevca dol smo pa šli na izvir reke Bune. Reka Buna pa dobesedno izpod pečine izvira mogočna reka, ki je tretja najmočnejša reka po pretoku, se pravi po kubičnih metrih vode na sekundo, takoj na izviru. Tako da to je mogočen izvir vode, toliko močna energija je, da dejansko se ti vrti v glavi, če stojiš na mostu. Zanimivo je za tole potovanje, z mano je bila gospa, ki je bila pred parimi leti in takrat je bila po smrti svojega moža. Ona je samo jokala in z njo sem takrat šla na Križevec in na vrhu, proti vrhu Križevca se je naredila neka svetloba in vzamem samo telefon in slikam. Za moje pojme da je bila to Marijina energija, ampak ta gospa, ko je šla čez to svetlobo, od tam naprej se je samo smejala. In veste, kaj je zanimivo? Zdaj je prišla na frišno poročena in se je prišla zahvaliti za vse dobro v svojem življenju. Dobesedno, poglejte, na Brezjah je spoznala svojega novega moža,
z njim se je poročila pred 14 dnevi in žari od sreče. Ona je ena mala punčka, ki enostavno žari. Ona je bila večkrat pri meni na svetovanju in vem, da se mi je enkrat dala domačo nalogo. Se je rekla, zdaj pa tako, lej, nas se boš morala dati kaj. Pač vedno daješ samo za druge, zdaj pa čas, da tele črnino malo daš dol in da si ni treba veliko investirati. Lahko si kupiš samo eno ruto, da bo majčken življenja na tebi. In ona mi prinese naslednjič pokazati ruto in a veste, kakšne barve je bila ta ruta? Temno rjave. Tako. Ampak zdaj ni bila več v temno rjavi barvi, zdaj je imela rožice po sebi. Ona se samo smeji. Takih zgodb je kar nekaj. Določeni so šli, nekateri so šli že parkrat z mano na duhovna potovanja in vsakič je nekaj neverjetnega. Nekateri so bili prvič in so presrečni. Zdaj vam pa povem še nekaj anekdot. Ja, jaz blond. Pač nekaj vitaminov sem vzela s sabo in niti jih nisem dala v neke kovčke, dala sem jih v vrečko in pridemo na mejo. Seveda se pozna, da ne poslušam nobenih poročil in seveda zdaj Bosna je šengenska meja in mora vse pregledati, kaj gre in kaj ne gre v Bosno in tako naprej. In carinik odpre prtljažnik in vidi moje karte in se zapiči v karte. In vidi vitamine, no v glavnem, in me pokliče, kaj je to, če bom to zapeljal, oziroma nas bo poslal nazaj na Hrvaško oziroma v Slovenijo. V glavnem, komaj sem ga prepričala. On je rekel, da peljem s sabo čaj za proliv. To pomeni čaj za drisko. V glavnem, zdaj tega ne smem govoriti, ampak vse bom povedala, bilo treba malo podmazati, pa smo pa šli naprej. V glavnem, jaz sem tako rekla, sama pri sebi zaupam v vodstvo angelov in zanimiv je bil naš šofer. Naš šofer je bil v štartu čist naperjen, prav tako duhovni ljudje, prav tako stran od njih. On mi je potem na koncu priznal in rekel, jaz bi vse naredil, da se izognem tej vaši skupini, ker ne maram nikogar, ki se ukvarja z duhovnostjo in potem mene prepričuje, kako bi on mogel živeti. V glavnem, sva imela na začetku kar tako prvi dan, nisva bila usklajena, prav nisva bila usklajena. Potem sem rekla, saj bom zdržala 4 dni. V glavnem, že prvi dan, drugi dan zjutraj, je rekel, da je mislil, da bo imel neke čudne ljudi s sabo, neko duhovne ljudi s sabo. In da je pričakoval čisto nekaj druga, kar je dobil. In potem sem jaz rekla, da moja prošnja je, ko grem na cesto, rečem takole, angelčki, prosim, da odstranite stran vse zajce, srne pa policaje. Pač tega ne rabim na svoji poti in dejansko uspešno odstranjujejo to angelni stran. In vse je teklo, vse je šlo, vse je bilo kot namazano. In ta zadnji dan je naš šofer rekel, jaz zdaj verjamem, res se splača prositi za pomoč od zgoraj. Smeha je bilo toliko, da vam povem, da res je bilo smeha toliko. Toliko pozitivne energije, tako neverjetne skupine še nisem imela nikdar s seboj. Vse je bilo super. Še tiste 3, ki so bile tako namrgodene, so na koncu se opravičile. Ker ponavadi, veste, tisti, sej meni se je do zdaj tako dogajalo, da tisti negativni so na koncu samo odkorakali in je bilo tako, tebe ne želim več videti v življenju. Ja, tudi take dobiš. Tokrat še tiste 3 negativne so rekle, wow, tole je bilo pa res neverjetno. Tako da v glavnem, kaj bo potem še naprej? Potem smo imeli, se pravi, ko smo zapustili Medžugorje, vse je teklo super, dokler ne pridemo do Omiša in smo šli na degustacijo soparnika, to je njihova nacionalna jed, podobna pici, odličnega okusa. V glavnem in je spodaj tanko testo, potem blitva pa česen, pa spet tanko testo. Odličnega okusa. In vodička razlaga,
kako njihovo, reče se drevesu jablana, ampak to je za moje pojme neke vrste cipresa, zeleni na zanimiv način. In je rekla, tako je pokazala, je rekla, lahko vidite, ta jablana zeleni od vrha navzdol in pomeni, da letos bo zelo vroče leto. Če bi pa zelenela od spodaj navzgor, pa pomeni, da bo poletje, sem rekla leto, ja, poletje, zelo vroče, če bi pa zelenela od spodaj navzgor, bo pa poletje mrzlo, deževno, vlažno. V glavnem, jablana zeleni od zgoraj navzgor. In jaz sem navzdol in sem hotela njo nekaj vprašati in v tistem mi zavije nogo in sem imela polet. Udarec na roko, na brado in zvin noge. Ok, v redu. Sem imela pri roki reševalce v skupini, 2 reševalca in eno diplomirano sestro, medicinsko sestro, so me oskrbeli, tako da sem bila v trenutku pošlihtana. Lažje je, če bi se nekdo drug poškodoval, ampak ok, vsaka stvar je za nekaj dobra, vam bom kasneje povedala, zakaj je dobra. V glavnem, in poslušajte to, sredi ničesar, sredi ene gozdne poti, ki je sicer asfaltirana, nad Omišem, v bistvu tako 5 km nad Omišem, sredi ene šume, sredi ničesar. Pri kolesarji, za njimi njihov zdravnik se ustavi in pravi, potrebujete pomoč. In mi je na licu mesta oskrbel nogo, mi dal opornico, takoj so mi pol priskrbeli led in sem hladila, tako da dejansko šla sem včeraj na urgenco slikati, ni počeno, vse je v redu in tudi dejansko zdaj že lahko stopim na nogo. Zdaj pa zakaj me je mogla ustaviti? Zato, ker jaz, ko bi prišla domov, bi šla takoj naprej na kresovanje. In to je prva stvar, tam nimaš kaj iskati. In so me očitno mogli na nek način angelčki zaustaviti, ker v nasprotnem primeru, če ne bi zvila noge, jaz bi šla 100%. In druga stvar, zdaj imamo en dogodek, ko bo ples, pa očitno je prav, da bom mirovala. Ko vsaka stvar je nekaj dobra. Tako da moja noga je zdaj dejansko že tako dobra, da lahko že normalno hodim. Res so zanimive zadeve. Da pomislim še zgodbe iz tega avtobusa. Ogromno jih je bilo, teh, ki so v moji šoli in prav vice, kako intenzivno delate na osebni rasti. Nekaj vas je takih, ki ste bili z mano, ki se vam je aktiviralo neko dušno čiščenje. In takrat pač tečejo solze. Pač solze so avtopralnica za dušo in samo treba izpustiti, da odide bolečina ven, da se čisti, da se naredi nov prostor. In lansko leto se spomnim, je bila ena gospa z mano, tudi letos je bila. In pri jutranji meditaciji ne so samo tekle solze, je rekla pa vse imam. Jaz sem jo vprašala, ne vem, se ločuješ, imaš težave? Je rekla, ne, vse je v redu, ampak samo tekle so ji solze. In letos se je smejala. Tako da, ta moja potovanja so res zanimiva, ker so drugačna. Ker, ja, so duhovna potovanja, ampak so tudi prizemljena potovanja. Veste, to ni, da nekje plavamo v nekih sferah, ampak to je življenjsko potovanje. Na začetku začnemo s kartami, prehodovno dobo, vsak dobi svoje sporočilo, tako da ene karte riskiram za celo skupino. Potem vsako jutro, oziroma ko smo na avtobusu in berem sporočila, zraven, ko se vozimo, imam predavanja in res je dober. Mene ta potovanja dejansko napolnijo z novo energijo in zdaj mešam karte, da za vas potegnem eno sporočilo. Veste, kakšno sporočilo ste dobili? Vodstvo. Vaše srce vam vedno pove, kje je prava pot. Ampak še bolj kot srce je pomembno, ker srce je povezano z intuicijo. Naša intuicija nam vedno pove, kje je za nas prava pot. In ko poslušamo, ker včasih nas bi srce odpeljalo nekam, ker ni dobro za nas. Ampak intuicija, tisti notranji glas nam govori, naredi to.
In če ta sporočila poslušamo, ne moramo zgrešiti poti. Enostavno ne gre. Ko poslušamo svoj notranji glas, nas enostavno pelje točno tja, med tiste ljudi, do tistih ljudi. Veste, nekateri, ko vidijo razpis, recimo septembra gremo na Sardinijo. Če vas vleče, enostavno se prijaviš in vem, da ko logiko vklopiš pa rečeš, joj, nimam denarja, pa imam to, pa ono, pa ja, je že zapečateno, nimaš denarja. Če pa enostavno te pokliče, pa rečeš, grem. V tem primeru se vse zgodi. No, jaz mislim, da bom naslednjo potovanje imela v Medžugorje, ampak bo brez Sarajeva, se pravi, bomo začeli verjetno ali Omiš, Makarska, mogoče slapove reke Krke, bom videla, tako da bo prvi dan pridemo do Dalmacije, tam imamo neko postojanko, ali pa zadnji dan, ali pa bom še videla, prvi dan Medžugorje, smo 2 dni v Vili Ruža, potem vmes gremo v Mostar, gremo na izvir reke Bune, mogoče gremo pogledat slapove Kravica, mogoče, in za nazaj mogoče nekje v Dalmaciji in si gremo pogledat mogoče reko Cetinjo, ki je neverjetna, ker so prepadi, recimo tam je bila zgodba, reka Cetinja, vodička je razlagala o njihovi nacionalnem heroju, kako bi zdaj to slovensko povedala, kot v glavnem, kako ženska, mislim, da je ena ženska premagala 10.000 glavo turško vojsko, ali je bila pa 50.000 glava, v glavnem, nimam pojma, veliko število turških vojakov. In sicer, imeli so lokalno oblast, njihov knez je imel hčerko Milo in ta Mila je bila stara 17 let. In pred vasjo oziroma Turki so se zbirali, da napadejo to samostojno republiko in se je Mila javila, da gre k paši, mislim, da je paša, in ga je pač prebila noč z njim. In sredi noči je ona vstala in najprej njega usmrtila in potem sebe in orožarno vrgla v zrak. In to je bil za lokalne ljudi znak, da so napadali in so turške vojake, ker niso poznali terena, pripeljali na rob, na pečino, to so prepadi, in je komplet cela vojska zgrmela v reko Cetinjo in dejansko nihče ni preživel. Tako da je to območje, mislim, da se imenuje Poličari, ohranjalo svojo avtonomnost, svojo neodvisnost celih 500 let ali pa 600. V glavnem, te številke mi tako grejo. Logični del mojih možganov je majčkeno zakrnel. Zadnjič mi je moja hčerka rekla, glede na horoskop, je rekla, veš, mami, pa malo si butasta. Čakaj, jaz tega svoji mami ne smeš reči. Je rekla, veš, logični nimaš preveč razvit, imaš bolj ta intuitivni, to ti laufa, ampak ta logični pa malo manjka. Ampak okej, se da preživeti tudi s tem. Pa levo pa desno imam zmešano in so se zdaj na avtobusu smejali, ker res pravim tako, zavij levo, kažem desno, kam že gremo? Nekam. V glavnem, zmerom se rata. Dajmo pogledati še naslednjo sporočilo. Se pravi, poslušati vodstvo svoje duše. Tukaj je sedež duše, poslušati, kaj vam vaš notranji glas govori, kaj je res dobro za vas. To je edina stvar, kar se res splača. No, naslednje sporočilo za vas je: dovolite si žareti od sreče, povezujte se z božanskim. Zdaj vam bom pa prebrala sporočilo, kronska čakra, to je karta 65, tukaj je knjižica zraven, 65. Dovoljujem, da nove ideje prihajajo v mojo zavest. Ko počistim vse zamere in vso bolečino iz svojega duha, se v njej odpira kanal, preko katerega sem ves čas v stiku z resnico. Stvarstvo pozna vse odgovore. No, pa je spet intuicija. Stvarstvo pozna vse odgovore. Včasih dobivamo odgovore preko sanj. Včasih dobivamo odgovore preko nekih prebliskov, ampak to je vse naš notranji kompas,
ki nas vodi in nas dobesedno pripelje tja, kjer je ta trenutek najboljš za nas. No in še eno sporočilo, se pravi, vse je bilo povezano z intuicijo. Kam vas vodi vaša intuicija? Kaj vam govori vaš notranji glas? In ta zadnja je prišla blagoslov. Tako jaz molim Zdravo Marijo, blagoslovljena sem med ženami in blagoslovljeni so vsi, ki pridejo v stik z menoj. Jaz molim Zdravo Marijo na ta način. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je z menoj, ne s teboj, ker ona je z menoj že tako, ampak Gospod je z menoj. Blagoslovljena sem med ženami in blagoslovljeni so vsi, ki pridejo v stik z menoj. In če ste moški, blagoslovljen sem med vsemi moškimi in blagoslovljeni so vsi, ki pridejo v stik z menoj. Tako da mečkam sem priredila te molitve, ker na koncu, če je Gospod z menoj, veste, koliko je lažja pot. Če imam jaz v mojem življenju blagoslov, veste, koliko je bolj enostavna pot. Tako da, glejte, mogoče prav ta povezujte se z božanskim, ker to božansko vodstvo vas bo vedno pripeljalo do pravih ljudi, do pravih rešitev, ker so pravi ljudje, ki nam včasih nosijo kakšno lekcijo, in tudi do pravih odločitev. Se pravi, da ne delujemo iz strahu, ampak delujemo iz svojega notranjega vodstva in zaupamo, da se vse ureja tako, kot je v najvišje dobro nas in vseh vpletenih. Zanimivo je, zdaj, ko govorim o sedežu duše, in včeraj, ko sem bila na urgenci, sem brala prav o tem, da kako v bistvu prav srčna čakra in ta sedež duše, takrat, ko imamo občutek, da nas nekaj teži tukaj čez srce, čez pljuča, da težko dihamo, je povezano s tem, da se zapira srčna čakra. Da je v bistvu, zdaj pa kako počistimo srčno čakro, na ta način, da se vprašamo, kaj globoko v sebi občutim. In tukaj na srčno čakro se seveda zapisuje strah, strah je povezan s pljuči, z dihanjem. Na srčno čakro se zapisujejo občutki obupa, žalosti, prav tisto občutek, saj je vse za manj. Tako, saj se nič ne da spremeniti. In to potem deluje na slabše delovanje trebušne slinavke in na sladkorno bolezen in seveda na srčno čakro se zapisujejo občutki žalosti, žalost, ne vem, občutim samoto, ali pa strah me je, da bom v tem življenju sam. Zadnjič sem govorila z eno gospo, ki se tako močno boji samote, ima občutek, da ni vredno, da živi. Dejansko, tudi če ni rekla, ampak čutim, da ima samomorilne misli in sem rekla, kup si psa. Pojdi v zavetišče in si vzemi psa, ker je v penziji, ker ne hodi v službo. In sem rekla, če boš imela eno živo bitje, za katero boš skrbela, stvari se bojo spremenile. In boš začela občutiti več radosti v svojem življenju. In ko občutiš več radosti v svojem življenju, kaj se zgodi? Srčna čakra zažari. Srčna čakra dobesedno žari od naše radosti. Gremo še na eno sporočilo, da vidimo še eno. Čeprav zdaj smo za konec dobili blagoslova, še kaj rabimo? Hvaležnost. Te dve sta moje dve najboljši karti. 8-7, to je moj rojstni datum, 8-7, blagoslov. In 88. karta, hvaležna sem za življenje in za vse, kar mi življenje prinaša. Hvaležnost je energija, ki ti da vse. Ne to, česa nimam. Nimam tega. A veste, naravnani smo na to, česa ni, ampak gledati, kaj je. Vsi nekaj imamo kaj za obleči. Imamo verjetno kakšno osebo okrog sebe, za katero smo lahko hvaležni. Imamo mogoče stalen vir dohodka, imamo mogoče, ne vem, karkoli, glejte, vsak ima razlog za hvaležnost. In če ne druga v vašem življenju, imate sigurno
dovolj zraka za naslednji vdih. In nekoč sem poslušala Oprah, ko je govorila o tem, da ko ti v življenju ne preostane nič drugega, bodi hvaležen za naslednji vdih. Samo vdihneš, izdihneš in rečeš hvala za dih. Če drugega ni v vašem življenju, dajte pozornost na vaš dih. In boste videli, hvaležnost vam bo odprla vrata vsega tistega, kar želite, da pride v vaše življenje. Tako delujejo te energije, tako da zaupajte, stvarstvo vam pošilja prave ljudi, prave okoliščine, da naredite korak naprej, predvsem pa, da se osvobodite in zdaj smo v nekem obdobju, ko se res čistijo, mogoče še najbolj tiste nizke energije, kar jih je treba počistiti in mogoče se vprašate, kdaj bo tega konc. Tudi jaz se včasih vprašam. Ampak ja, sama pri sebi rečem tako, če je to življenje namenjeno za to, da počistim vse to, kar sem nakopičila iz preteklih življenj, je super, je v redu in je vredno, zato ker verjamem, da duša je na potovanju in smo tukaj zato, da preko težav prečistimo svoje polje energije, zato da lažje zadihamo. Tako da vse dobro vam želim, uživajte in predvsem dovolite, odprite roke, da pride v vaše življenje blagoslov vsega dobrega. Uživajte in ja, če vas pokliče, pojdite naslednjič na tako duhovno potovanje z mano, zmeraj je bilo še dobro in zmeraj je nepozabno. Tako da uživajte in vse dobro vam želim.